Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Tretja javna razprava o občinski prometni strategiji. Srečanje starejših krajanov krajevnih skupnosti dr. Jagodič in Pohorski odred. Literarni večer s Tomažem Miheličem. Nogometaši Bistrice remizirali z Ilirijo. Kegljačice Impola premagale Adrio. Občina Slovenska Bistrica je pretekli četrtek v prostorih Srednje šole Slovenska Bistrica izvedla tretjo javno razpravo o izdelavi občinske celostne prometne strategije. Tema razprave je bila analiza obstoječega stanja. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je v namenu priprave prometne strategije povedal. Mi smo že nekaj časa nazaj eno izmed te strategij, če se spomnite, naredili za občino Slovenska Bistrica, tam je podarjal predvsem za mesto Slovenska Bistrica, zdaj te primere je pravzaprav za medobčinsko strategijo, ker v tej strategiji sodelujejo tudi občine, ki pokrivajo našo upravno enoto. Zdaj seveda v okviru možnosti, ki so bile na voljo, smo mi nekatere stvari tudi realizirali, nekatere stvari so v realizaciji, da če bomo prišli do tega, bomo tudi še kaj na to odgovorili. Sicer je pa namen tega, da se danes pač upravi analiza stanja, da se zastavijo stvari, kako zadeve naprej peljati tudi z vidika aktualnih sprememb, ki so se dogodile na področju prometa. Ugotovitve o stanju prometne infrastrukture in prometnih tokov v občini je podrobneje predstavil vodja projekta Sebastian Toplak. V Slovenski Bistrici, zdaj smo že verjetno nekaj čez 600, je seveda, bi rekel, značilno pač manjše, recimo mestno urbana sredina, ne rečemo zdaj za slovenske izmere, da nam župan užalje. V mestih Ljubljana, Maribor je stopnja motorizacije seveda nekoliko nižje, ker so funkcije še malo bolj storjene. Javni prevoz lahko nekaj prevzame in tako naprej. Parkiranje je še bolj oteženo. V takšnih sredinah pa vidite, da pač ne izstopa Bistrica od nekih mest Ptuj in podobno. Kot rečeno, neke rezerve še je. Mislim, da Slovenija bo šla do teh 700, po se pa nekako v svetu tudi kaže, da se to vendarle umirja. To je recimo število avtomobilov, ki jih imamo v gospodinstvih, to je iz ankete, ki smo jo tu izvajali v Slovenski Bistrici. 2. oktobra je v Srednji šoli Slovenska Bistrica potekalo srečanje starejših občanov krajevne skupnosti dr. Jagodič. Več o dogodku in njegovem namenu nam bo povedala predsednica krajevne organizacije dr. Jagodič, Amadeja Mlakar. Danes pripravljamo že tradicionalno srečanje starostnikov. Tradicionalno ga pripravljamo v prvem tednu oktobra, ki je tudi namenjen tednu starostnikom, saj 1. oktobra obeležujemo tudi dan starostnikov. Z tem dejanjem se želimo pokloniti starostnikom v naši krajevni skupnosti, oziroma tudi vse ostale organizacije delajo na podoben način in v bistvu vsako leto povabimo starostnike, ki so starejši nad 75 let in jim s to simbolno gesto želimo nekako se zahvaliti za vse, kar so naredili za nas, za vse, kar so nam doprinesli in v bistvu se jim na ta način poklonimo. Letos smo pripravili kratek kulturni program za njih, nastopajo učenci 2. osnovne šole Slovenska Bistrica. V nadaljevanju jih bo pozdravila tudi bivša predsednica, moja predhodnica in pa predsednik krajevne skupnosti dr. Jagodič, gospod Srečko Juhart. Tudi starejši si zaslužijo svoje dogodke, saj s takšnimi dejanji pokažemo, da so še zmeraj del naše družbe. V osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica je pretekli petek potekalo tradicionalno srečanje starejših krajanov in krajank krajevne skupnosti Pohorski odred. Prireditev sta pripravila območno združenje Rdečega križa Slovenska Bistrica in krajevna skupnost Pohorski odred. Zbrane so pozdravili predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Pohorski odred Dragica Pliberšek, ravnateljica osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica Nadja Stegne in predsednik krajevne skupnosti Pohorski odred Ludvik Repolusk. Leto je naokoli in ponovno smo se srečali na tem, bom rekel, že tradicionalnem srečanju. Ob tem mi dovolite, da se zahvalim iskreno ravnateljici za vso gostoljubje že vrsto let,
ki nam omogoči prostor in pa tudi kasneje jedilnico za tisti drugi družabni del. Nadalje se zahvaljujem gospe Dragici Pliberšek, kot sem se ji že zahvalil, za koordinacijo vseh prostovoljk v krajevni organizaciji Pohorski odred. Jaz moram tukaj povedati, da ni Pohorski odred samo to naselje KS, ampak je tudi naselje Spodnja Ložnica, ki spada v to naše skupno področje. Če mi dovolite, bi samo na kratko povedal, da vas ne bom moril, dve zadevi, in sicer največja investicija, ki nas od lanskega leta že pelje, je ureditev infrastrukture med Špindlerjevo in pa Kajuhovo ulico z vsemi priključki, to se pomeni vse ulice, ki gravitirajo na Kajuhovo oziroma Špindlerjevo, bodo v naslednjem letu se pričela izvajati gradbena dela. 24. novembra lani je bilo vročeno oziroma je bila dana vloga za gradbeno dovoljenje na upravno enoto. Kljub preverjeno se že dlje časa praktično ta zadeva žal ne premika strani upravne enote. Jaz upam, da bo glede na novo zakonodajo to izvedeno, kar se da hitro, da bomo lahko začeli s sanacijo ulic, ki so prepotrebne. Namreč ta infrastruktura med Špindlerjevo in pa Kajuhovo ulico je stara več kot 60, rečemo 55 let in je potrebna nujne sanacije. Druga investicija, ki pa ste lahko opazili, ki ste prihajali danes sem na prireditveni prostor, pa je izgradnja nove javne razsvetljave v Partizanski ulici v dveh fazah. Prva bo do križišča, druga bo potem do Impola, ki je prav tako prepotrebna. V kulturnem programu so nastopili učenci in učenke osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Veseli nas, da vas danes lahko gostimo in pozdravimo v prostorih naše šole. Naj bo današnje druženje priložnost za klepet, obujanje spominov in za nekaj lepih trenutkov, ki jih bomo skupaj preživeli ob pesmi in glasbi. Želimo vam prijetno druženje in naj vas spremlja občutek, da ste med nami vedno dobrodošli. Danes je krasen dan. Jaz odšel bi drugam. Rad bi svet raziskoval. Kot knjigo rad bi ga prebral. Svet se vrti, če si ali te ni. Jaz pa grem naprej z odprtimi očmi. In če tudi kdaj hudo mi je zelo, verjamem res, da bolje bo. Sprašujem se, kam gre ta svet. Nekoč zeleno bil odet. Želim si, da bi šel nazaj, da videl, čutil bi tedaj. Svet se vrti, če si ali te ni. Jaz pa grem naprej z odprtimi očmi. In če tudi kdaj hudo mi je zelo, verjamem
knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek odprli novo sezono prireditev. Tomaž Mihelič je na literarnem večeru predstavil svojo knjigo 33, to ni še ena knjiga o kaminu. Znani Slovenec je opisal romarsko pot, na kateri je spoznal sebe in novo družino. Jaz sem dejansko šel na en tak, jaz sem doreči Štajersko-Koroške, jaz sem radil ob Dravi in vse, kar je ob Dravi v Sloveniji, Štajerska. Tako da ne vem, odkje se je prikradil ta Gorenc v meni, ker Kamino se mi zdaj en tak zelo pocen dopust. In to je res, da sem za zelo malo denarja doživel in videl in okusil ogromno lepega, ker jaz 33 je pač to dni sem hodil, a ne? In dejansko si vsak dan v drugem kraju. Mest velikih se izogibaš, smo bili dvakrat, da smo prenočili v velikem mestu, pa še to nam kako mi čakali, da gremo ven, res, ker ti mali kraji, ti zaselki, te vasi, to je ta čar, ki si ga ponavadi v življenju, ne vem, zakaj si ga z tega sploh ne vzamemo, ne? Da ko se nekje sprehajaš, pa rečeš, danes bi pa tukaj ostal. No in to na Kaminu lahko počneš vsak dan. Ti lahko imaš vnaprej sicer kakšne stvari rezervirane, ampak najboljše iti tako, prosto po Prešernu, čeprav imam dosti Cankarja gor na sebi. In da dejansko prideš zjutraj v eno idilično vasico, kamnito, z nekimi lesenimi detajli in te to tako prevzame, da si kaj rečeš, jaz bi pa tu danes spal. In dejansko se odločiš in tam prenočiš in si najdeš prenočišče in se takoj povežeš z ljudmi, ki prihajajo iz celega sveta, ali pa tudi ne. Nogometaši Eketije Impol Bistrica so v 9. krogu druge slovenske nogometne lige zelo težko prišli do točke v domačem obračunu proti ekipi nogometnega društva Ilirija 1911. Gostje so vse do 81. minute vodili z 1-2 in na koncu le izvlekli točko. Kajti v 90. minuti pri rezultatu 2-2 je gostujoči vratar Tim Kruljac ubranil strel z bele točke v izvedbi gostiteljev. Pravzaprav čakal sem ga do zadnjega, iskreno sem pol šel v levo, sem rekel, po sredini verjetno ne bo strelil, je dosti pomembna tekma. Zadnjih parkrat sem se vrgel desno, ni šlo, evo ga, levo, hvala Bogu, smo vsaj piko zvlekli. 11-terica Ilirije, ki že nekaj krogov igra pod taktirko stratega Dragana Čadikovskega in to uspešno in všečno, je v tekmi prvega dela dvakrat zadela v polno. Nogometaši v zeleni športni opremi so se veselili vodstva v 21. minuti, zadev je Anej Kmetič. Na podvojeno prednost niso čakali dolgo, 2 minuti kasneje se je gola veselil Anel Zulič. Ilirija je tako na odmor odšla povsem zasluženo z 2 goloma prednosti. Pravzaprav mene ni presenetilo ta 2 gola, ker mogoče lestvica trenutno ne kaže pravega stanja naše ekipe, glede na to, da smo tudi po Sežani dobro se borili in da zdaj smo nekako, bom rekel, trener nas je zelo dvignil, tako da ne, bolj nas je presenetil drugi polčas. Varovanci trenerja Roberta Pevnika so v prvem delu igre delovali zelo nemočno, glede na predstave, ki so jih pokazali v dosedanjem poteku prvenstva. Prvi polčas anemičen, brez duelov, nasprotnik nas je razbil v duelih, zabili so 2 gola in 2-0, potem je treba pa dvigniti ekipo v polčasu psihično, kar nam je uspelo, naredili smo dobre menjave. V drugem delu, ko je domači strateg v igro poslal že od 46. minute naprej 3 rezerviste, so domači stavili vse v napad. Razplet igre v drugem delu pa je prinesel tudi izenačenje. Najprej je vodstvo gostov znižal in to v 65. minuti Enej Marsetič in to po predhodno lepi podaji Borovnika. Prav slednji pa je v 81. minuti poravnal na 2-2. Drugi polčas smo se v garderobi zmenili, to, kaj smo trenirali. Trener se je pohvalil, povedal, da pač 2-0 je najtežji rezultat oziroma najlažji rezultat za obrniti. In dali smo glave gor, stopili skupaj pa poskušali obrniti tekmo. Ampak smo veseli, da smo vsaj izenačili.
Morda bi srečanje imelo drugačen konec, če ne bi domači vratar Luka Dakić, in to v 71. minuti, takole pokazal svoje izvrstne vratarske kvalitete. Zelo slabo smo vstopili v tekmo, prepustili njim pobudo, izgubljali duele. Oni so zakorakali na naše igrišče pa pokazali večji karakter, ampak smo se po času odločili, da bomo pokazali, zakaj smo tukaj najboljši doma, in smo stopili skupaj pokazali karakter. Na koncu imeli priložnost, nima kaj očitati tudi Frešerju, pokazuje, da si upa izvajati, in na koncu se pač ni šlo, ampak sem ponosen na ekipo, da je prišla do izenačenja. Še enkrat se vrnemo na dogodek v 90. minuti, ko je Rok Frešer streljal 11 metrovko, in to z razmišljanjem domačega stratega. Treba prevzeti odgovornost, treba imeti jajce, po domač povem, pa streljati penal pri 2-2 ni isto kot pri 2-0 ali pa pri 3-0, tako da nič narobe. Bo pa z Nafto zabil, verjamem, da ga bo zabil Frešer proti Nafti, tako da gremo naprej. Točka Bistrico v tekmi z Ilirijo ohranja na 3. mesto prvenstvene lestvice, in to z 20 točkami. 5 točk torej zaostajajo za vodilnim Grosupljem in drugovrščeno Nafto. In prav Lendavčani bodo že v naslednjem krogu gostovali pri varovancih Roberta Pevnika. Želimo si težkih nasprotnikov, ker tudi potem mi igramo boljšo igro. Jaz bi rekel, da 3 pike ostanejo doma, tekma pa bo pokazala svoje. To bo en dober derbi, vsi lepo vabljeni, da se prijajo v čim večji podpori, in z ekipo se bomo čim bolj pripravili, da še bolj vstopimo v tekmo in da ostanejo 3 pike tukaj. Pred ekipami v drugi ligi je še 6 krogov, in to prvega dela prvenstva, kjer pa Bistričane čaka pravi festival derbijev z ekipami, ki krojijo vrh lestvice. Tu v drugi ligi ni dobene lahke tekme, vidimo, da se vsi za neki borijo, tako da vsaka tekma je egal, in jaz mislim, da lahko ta jesenski del zelo pozitivno gremo tekmo po tekmo, in naš cilj je, da prekoračimo 30 točk. Na prenovljenem kegljišču v Slovenski Bistrici sta ženski ekipi Impola in Adrije iz Kopra na prvenstveni tekmi 3. kroga v prvi A ligi skupaj podrli 6594 kegljev, kar je zelo dober rezultat. Verjetno je to tudi dosežek, ki se na tem prenovljenem objektu še ni izpisal. Skupno pa je domača zasedba podrla 3372 kegljev, šesterica Adrijinih igralk pa se je ustavila pri številki 3222. Skupno sladko zmago so torej z 6-2 proslavljale domače igralke Impola. Odlično formo iz prejšnje sezone pa tudi v tej novi drži najboljša igralka Impola Petra Pečovnik, ki je v tem dvoboju podrla 612 kegljev ter tako postavila rekord prenovljenega kegljaškega objekta. Bilo je zelo vredno, čeprav sem mislila, ker sem zadnjih 30 začela malo bolj bogo, ampak sem se na čiščenje kar zvlekla ven, tako da sem zelo zadovoljna z današnjim rezultatom. V 6 dvobojih so se na semaforju izpisali različni dosežki tekmovalk, več veselja pa je bilo v domačem taboru. Posamezne zmage zraven Pečovnikove so za Impol na svoj konto dodale. Špela Kunčič je podrla 573 kegljev, Aneja Kunčič 531 kegljev in Lucija Kunčič, ki je dodala piko na i pomembne zmage. Barbara Jurančič je podrla 565 kegljev, vendar je Čandekova dosegla številko 589 in tako porazila domačo favoritinjo. Svoj dvoboj pa je izgubila tudi Ksenija Detiček. S to zmago so varovanke trenerja Silva Kunčiča potrdile, da bodo tudi v novi sezoni krojile sam vrh. Ja, mi si vsako leto na začetku sezone zadamo vedno višji cilj. To se pravi, da ciljamo na prvo mesto, ampak če bomo pa druge, pa mislim, da bo tudi ponovitev lanske sezone, bo tudi v redu. Pred igralkami Impola, torej slovenskimi podprvakinjami za prejšnjo sezono, pa je pomemben klubski mednarodni izziv. Namreč od 14. do 18. oktobra bodo nastopile na Evropskem pokalu klubov v Osijeku. Na steze v Osijeku bo stopilo 10 klubov iz 10 držav.
Pričakovanja, bom rekla, da so velika. So bila vsako leto, tako da so tudi letos. Kegljišče je enako našemu, je tudi prenovljeno, tako da mislim, da je to zelo, zelo dobro. Kot ekipa smo zelo, zelo uigrane, imamo dobre rezultate, najboljše pa je to, da zelo dobro funkcioniramo, zelo dobro se razumemo, tako da jaz mislim, da nam bo uspelo. Prav zaradi nastopa v Osijeku pa so Impoljčanke dan po tekmi z Adrijo že odigrale srečanje v Postojni proti šesterki Proteusa. Na koncu so Postojno zapustile sklonjeni glav, domačinke so zmagale s 5-3.